Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, veliko čast mi je, da smo se danes zbrali v še kar velikem številu za tak lep pomladanski dan v naši knjigarni na dogodku, ki mu bomo posvetili, na katerem bomo posvetili skupno branje, torej govorili bomo o skupnem branju in o tem, zakaj je tako pomembno. Veliko čast je, da smo se zbrali ravno v tednu po zaključku knjižnega sejma v Bologni, ko smo še polni vtisov ob tem čudovitem, zares, vsaj meni je ostal res lepem vtisu, mi je ostal lepem vtisu slovensko častno gostovanje. V naši družbi prisrčno pozdravljam magistrico Tilko Jamnik, promotorko branja, podpredsednico Društva Bralna značka Slovenija, strokovnjakinjo za otroško in mladinsko literaturo in prav tako podpredsednico slovenske sekcije IB. Tako? Drži. Prisrčno dobrodošli. In pa še gospo magistrico Barbaro Hanuš, profesorico slovenščine, pedagoginjo, prav tako strokovnjakinjo na področju skupnega branja, na področju otroške in mladinske književnosti, pa seveda lahko tudi za vas rečemo, da ste promotorka branja. Beseda bo tekla o priročniku Skupno branje gradi zaupanje, ki je pred kratkim izšel pri naši založbi in prevedla sem ga in uredila sem ga jaz. Pri tem mi je zelo pomagala gospa Hanuš. Njej gre zahvala za vse opombe, ki postavljajo ta učbenik oziroma priročnik v slovenski kontekst in zato sem vam zelo hvaležna. Omenila sem knjižni sejem v Bologni, pa bi vaju vprašala, kakšni so vajini vtisi, kaj ste doživeli, s kakšnimi vtisi se vračate v domovino. Letošnja Bologna je bila še posebna, zaradi tega, ker je bila pač Slovenija častna gostja. Jaz osebno sem bila recimo zelo ponosna in zelo srečna. Že takoj, ko sem stopila na sejem k razstavi ilustracij, ki so visoko kakovostne in tudi dobro postavljene pod neko, bom rekla, nebo in iz teh višin se sipljejo potem ilustracija. Slovenija je zelo dobro predstavljena, ne zgolj z ilustracijo, ampak tudi s knjigami, skupnimi razstavnim prostorom javne agencije za knjigo, Mladinska knjiga, Mapen Plus, potem pa s naštetimi prireditvami, dogodki. No, naj povem, da pa z našega področja promocije branja smo pa vsi deležniki iz tega področja pripravili tudi konferenco Slovenija rada bere, tako da smo predstavili tudi svoje delo. Glejte, komaj sem imela časa brskati po posameznih knjigah, ampak splošen vtis je, tako kot me vedno navdušuje mladinska književnost, da s temi zgodbami, zdaj citiram pisateljico, ki je napisala letošnja poslanica v 2. aprilu, Eiko Katone, japonska poslanica je. Ona pravi, da z novimi zgodbami gremo novim izzivom nasproti. In karkoli se že dogaja na svetu, se mi zdi, da mi vedno znova otroška in mladinska literatura pogumlja, če je pa toliko na kuhni, kot je v Bologni, pa toliko toliko. Hvala lepa, pa mogoče še tako vaš vtis? Ja, seveda je bila letošnja Bologna nekaj posebnega ravno zaradi tega gostovanja in že ob vhodu je bil ta čudovit baldahin, ki ga je Tilka že omenila. Torej, ni naključje, da je Slovenija postavila v ospredje ilustratorje. Ilustratorji slike seveda ne potrebujejo prevodov, hitreje navdušijo obiskovalce. In ravno razlika med Frankfurtom, če malo primerjam, in Bologno, ki je namenjen sejam mlajšim bralcem, je seveda v tem, da je tako zelo izpostavljena ilustracija. Ampak tudi celoten sejam, zdaj ga obiskujem že skoraj 40 let, res skoraj vsako leto,
In za celoten sejem lahko rečem, da gre v smer podob. Torej, vedno več je različnih razstav ilustracij. Ne samo tista osrednja, na katero je bila tudi naša Ana Maroš uvrščena z ilustracijami Slikanice proti deževna juha, ampak tudi po drugih razstavnih prostorih je veliko ilustratorskih razstav. Posamezne države pripravijo, potem smo imeli pa recimo posebno izpostavljene knjige, ne prvo leto, že kar nekaj let, knjige brez besedila. Torej, samo podobe pripovedujejo. V tujini jim pravijo silent books, to se pravi tihe knjige, ni čisto brez besedila, seveda so nekateri znaki, ni besedila kot zgodbe. Besedilo je kje kot kolaž, mogoče iz kakšnih časopisov, iz tega zelo odmevna razstava je to vsako leto, ki prinese veliko nekega dobrega, takega navdušujočega, novih trendov. Ja, če smem še svoje mnenje podati, ko sem vstopila v ta paviljon, sem bila res tako ponosna, da Slovenija, taka mala država, premore toliko ilustratorjev in to tako kakovostnih, in se je videlo, da tudi ljudje so z enim takim veseljem gledali te ilustracije, brali, poslušali, tako da res ostaja en tak lep vtis in smo lahko zelo ponosni na to, kar imamo. Zdaj pa bi me vprašala, s tema se vračamo polni navdušenja, euforije, videli smo toliko lepih stvari, toliko lepih slikanic. Na drugi strani pa imamo otroke, ki pravzaprav niso kaj dosti v stiku s knjigo, starši, ki knjige mogoče ne poznajo, morda celo ne cenijo. Kako najti zdaj pot od te knjige, od vsega tega, kar mi poznamo, do otrok in staršev? Mogoče kar vam besedo. Podatki so vsekakor zelo zaskrbljujoči. In sicer mene bolj kot podatki raziskave PISA, kjer padamo v bralni pismenosti, tisto me niti ne skrbi tako zelo, ker si mislim, da morda tudi jaz ne bi bila prav zelo uspešna pri kakšnih vprašanjih, odvisno je, kako je vprašanje zastavljeno in podobno. Zelo me pa skrbi ta podatek, kako malo staršev bere svojim otrokom. To je pa pravzaprav kar neverjetno ob vseh akcijah, ki jih imamo, vsem nekako trudu, in vemo, da je branje nekaj, kar ravno v otroštvu izjemno vpliva na razvoj tega mladega človeka, in če smo bili mi v otroštvu deležni dobrih zgodb, dobrih podob, bomo tudi kasneje v življenju znali to prenašati na svoje otroke. Če otroci zdaj tega niso deležni, so deležni nekega drugega, digitalnega sveta, vprašanje, kakšna bo potem ta prihodnost, kako bodo se srečevali sploh s knjigo. Vemo tudi, da v nekaterih sodobnih stanovanjih ta minimalizem nekako niti ne dopušča več polic s knjigami, ki smo jih včasih imeli. Mnoge mlade družine nimajo tega. Imamo odlično mrežo knjižnic. To je krasno. Ampak vsak otrok bi moral tudi imeti lastno domačo knjižnico. Nujno, ker to, če imaš ti okoli sebe knjižno gradivo in to zelo raznoliko, je povsem nekaj drugega kot to, če samo odhajaš in si ga sposojaš. Če ga imaš zraven sebe, da ga vedno lahko vzameš v roke, prelistaš nekaj, kar ti je ljubo in potem to tudi ohraniš za svoje odraslo obdobje. Tiste neke spomine je to kar zelo dragoceno, tako da tukaj bo treba še marsikaj narediti in mogoče upam, da tudi zaradi tele knjige Skupno branje gradi zaupanje, da bo tudi kakšna prebrana knjiga več v družini. Sem vam hvaležna, da ste omenili ta minimalizem. Veliko se govori o tem, da pravzaprav otroci niti doma nimajo tega stika s knjigo. Kako pa recimo v knjižnici, gospa Jamnik, ali pa nasplošno, kot promotorka branja, kako iščete pot do staršev, pa potem preko tega do otrok? No, eno je predavanja. Toda na predavanja
kjer vejo, da bodo poslušali o branju, pridejo samo starši, ki že itak berejo. Na podoben način tudi priročniki ne bodo dosegli staršev, ki ne berejo. Z delavnicami delam na tak način, da otroke in starše skupaj povabim k branju. In pripovedujem zgodbe, preberem pesem, pokažem kakšno poučno knjigo, takole, ko so starši in otroci še skupaj. Pač je treba prefrigano izbrati, da je otrokom všeč, pa da je tudi staršem zanimivo. Pripovedovati pa tako znam dobro, tako da oboje dosežem. Okay. In potem, ko končam s to pravličnim in poučnim začetkom, potem je odmor, ko otroci planejo k knjigam, ker njih sem pridobila, in oni grejo nazaj s knjigam v naročje staršev. In potem je starš na nek način primoran odpreti knjigo. To se mi zdi najbolj učinkovito. Toda, če povabim družine na bralno delavnico, takole popoldne ob 6, bodo prišli spet samo tisti, ki že itak berejo. To se pravi, da skušamo čim več narediti v vrtcih, tam, kjer so itak otroci, in v 3 ob 4, ko hodijo starši po otroke, naredimo bralno delavnico. Vendar jo ne imenujemo bralna delavnica, pač pa je to lahko, na primer, praznovanje pomladi, ali pa, ne vem, kostančkov piknik, ali pa pripravljamo novoletne okraske. In na to jih zdaj ne malo več dobim, ker pričakujejo neko dejavnost. In seveda začnem s pravljico, s pesmico, s poučno knjigo in dejavnost potem povežem s tem začetnim branjem. In vse dejavnosti, ki jih izvajamo, smo našli v knjigah. Nič ne skrivam, v katerih priročnikih sem dobila ideje, čeprav so zrasle v glavi. Knjige so tam. Ne? In zato tudi vzgojiteljicam v vrtcih, vzgojiteljem in vzgojiteljicam v vrtcih, pa tudi prvo triado osnovne šole, zelo priporočam, da povezujejo branje z različnimi dejavnostmi. Potem se starši raje odzovejo, ker ugotovijo, da je branje koristno, ker nimajo dovolj izkušenj, da je prijetno in tako naprej, ampak je koristno in tle. In potem recimo vse dejavnosti v vrtcu naj bi bile predstavljene tudi hkrati s knjigo. Torej, odkot sem črpala dejavnost, pa kakšno pesmico, pravljico, ne vem, ciciban, cicido, obrne na tisti strani. To se mi zdi najbolj učinkovito. Najbolj učinkovito. In tudi recimo, ko imam vodim projekt pri bralni znački medgeneracijskega branja in tam je družinsko branje vključeno, vedno so uspešne tiste delavnice, kjer mentorica pripravi branje neke knjige, pa jo povezi z dejavnostjo. Lahko tudi z izledom. To se pravi, da oni berejo časovno manj, oziroma berejo v družini, pa izlet, pa neka dejavnost vzame več časa, ampak je povezano z branjem. To se mi zdi ključno. Namreč vgraditi branje vsak dan, vsako dejavnost, da čutimo, da je koristno, da brez tega ne gre. To se mi zdi ključno. Čeprav jaz osnovno se mi zdi, da literatura je predvsem užitek. Samo pri nebralcih ne začenjam z užitkom. Čeprav kakšno pravljico povem tako, da v Rusijo uči, ker tako prideš pa do srca. Ne vem. Ja, dober način. Bil sem samo umevna, da je branje. Nikoli ne dobiš vseh staršev. Jaz sem izkušnil, da 1/3 jih nekako bere, 1/3 z vsemi dejavnostmi pridobimo, 1/3 pa nikoli. In to je pri vsej, tudi pri športu, pri, ne vem, vrtnarjenju in tako naprej. Ja, to so neke sociološke zakonitosti, bi rekli. Ja, mogoče res. Ja. No, ko smo se odločali, ali bi prevedli ta priročnik, namreč zelo je vezan na italijanski kontekst, sem razmišljala, v Italiji se kar veliko dela na tem, imajo celo tako zanimivo inicijativo Nati per leggere. Mislim, da obstaja, ste mi vi povedali tudi na Hrvaškem, pa tudi v drugih državah.
In pravzaprav začnejo s promocijo branja še že v šolah za starše, torej že v porodnišnicah, ko se starši pripravljajo, ko pravzaprav sploh še niso zares starši, ne? Nekako, da že nekako pripravijo pot branju. Pa me zanima, koliko pa se pri nas dela na tem področju. Pa se vam zdi sploh smiselno že takrat začeti, to se pravi na šoli za starše, že kot vsebino uvesti tudi skupno branje? Nacionalni inštitut za javno zdravje ima priporočila v raznih oblikah, natisnjeno in na spletu, potem tako tudi kot lističe, in skušajo že mamam v porodnišnici nekako predstaviti branje s tem. Kadar je dovolj denarja, dobijo tudi prvo knjigo kartonko, slikanico. Je pa to, nikoli ni vse slovensko, vedno je vezano na občine, ki imajo denar, ki prispevajo sredstva, torej tako nekako. Vendar v slovenskem prostoru je prisotno, ne zgolj, da je branje takoj od rojstva naprej spodbudno za razvoj otroka in za povezovanje otroka s staršem, najprej z materjo, potem pa sploh z vsemi osebami, ki se z njim ukvarjajo. Ampak vemo že tudi za koristnost prednatalnega branja, to se pravi, že tisto govorenje, ne vem, petje otroku, ki ga pravzaprav še nosi, ker potem otrok spozna klasiko. Pa ne gre samo za to, da je to ugodno za otroka, ampak tudi mamo to nekako pomirja. Vedno, kadar promoviramo branje majhnih otrokov, govorimo o tem, da njih spodbuja njihov vsestranski razvoj, ampak dobro vpliva tudi na starša in na njujo poglabljanje čustvenih vezi. In kadar delamo delavnice, skušamo, da bi starši občutili, da je res prijetno. Je to v slovenskem prostoru prisotno, ni čisto tako vse slovensko, kot bi si želeli. Se izboljšuje, ne? Se vseeno dela nekaj na tem. Tudi pediatri imajo navodila, da takrat, ko pregleduje otroka, kako je razvit, ne bi pa vprašal, če go berejo, oziroma ko je otrok starejši, že tudi po otrokovih odzivih ugotovi, koliko se z njim pogovarjajo, koliko besed zna in tako naprej. Mislim, otroku, ki mu beremo, se tako vidi, da se mu bere. No, glavna premisa tega priročnika je pravzaprav ravno ta ideja, da za branje otroku ni nikoli prezgodaj. To se pravi, kot ste rekli, še ko je pod materinim srcem. Ampak kaj pravzaprav prinaša ta proces skupnega branja, gospa Hanuš? Ta navada, da se usedemo z otrokom skupaj na slonjač, se stisnemo, odpremo knjigo, kaj se takrat dogaja? Mogoče bi tu najprej dodala še k temu, kaj naredimo za novorojenčke. Jaz sem zelo zagovarjala v okviru ene skupine, kjer sem ena od urednic družinska pismenost te skupine, dajmo vendar priti v šolo za starše s temi predavanji, da bodo starši čim več slišali o pomenu branja. In odgovor je bil, da šola za starše sploh ni več tako obiskana, kot je bila včasih. Torej, da s tem ne bomo nekaj velikega dosegli. Mi imamo zdaj doma novorojenčka in bila sem ravno takrat tam, ko je prišla patronažna in je prinesla knjigico. Torej, otrok v Ljubljani je dobil ob prvem obisku patronažne sestre kartonko Boštjana Gorenca pižame, kaj se skriva očkov v branju. In seveda, mi smo bili zelo veseli, ima tudi starejšega bratca, ki je bil strašno vesel knjige in smo jo takoj prebrali. In knjiga je pri nas v obtoku. Kaj pa se s knjigo zgodi, če pride v družino, kjer te navade ni branje? Knjiga lahko gre v prvi kot in jim ne pomeni nekaj posebnega. Zato sem se jaz nekako navduševala nad šolo za starše in so me poučili, da tukaj ne bo veliko. Se pa zelo navdušujem nad tem, da morda ne bi patronažna prinesla knjige, ampak da bi jo raje otrok dobil na zdravniškem pregledu od zdravnika. Da je morda zdravnik za neke starše, ki ne berejo, ki se ne zavedajo, malo višja avtoriteta,
in da celo nekaj besed spregovori in reče, poglejte, tukajle so pa verzi, tukajle pa takole, kar preberite. Zdaj, zakaj branje, da ta stavek ne razčlenimo, nikoli ni prezgodaj za branje? Tako da še poudarimo. Ja, in zakaj? Zato, ker seveda branje ni samo to, da mi knjigo odpremo, vzamemo otroka in beremo od vrste do vrste, ne glede na to, kako se naš otrok odziva. Branje je v bistvu mnogo več. Branje, ta nikoli prezgodaj, je seveda glas, ko otroku pripovedujemo, ko mu pojemo, ko se spomnimo, zato je zdaj tako pomembno, kaj smo mi kot starši doživeli, kakšne izkušnje imamo branje. In vse to, ko otroku posredujemo, to je tisto branje. Potem pa seveda naslednja faza so pa knjige, ki jih vzamemo v roke. In zanimivo je, da se je tukaj zdelo avtorici potrebno celo narisati položaje, kar je nekomu, kako otroka vzameš v naročje in kako mu bereš, kar je seveda nekomu, ki bere otroku, ki mu je ob tem prijetno, kar malo nenavadno. Potem pa pomisliš na družine, kjer teh navad ni in si misliš nič, mogoče pa se bo kdo takole usedel z otrokom in bo ga to nekaj spodbudilo, da bo bral in tukaj seveda absolutno ne samo branje. Z gospo urednico sva se tukaj na koncu, ko so te slovenski primeri, kaj brati, kaj pripovedovati, posebej odločili, da sva zelo razčlenili, da so posebej slikanice s pesmimi, potem take slikanice, ki jih lahko tudi poslušamo, ki imajo zraven zgoščenke, potem ljudske pesmice in izštevanke, čisto posebna, prstne igre, posebna kategorija, potem notami, to sem že omenila, uspavanke posebej. Torej, vse to sva nekako razčlenili po delčkih, v originalu to ni bilo tako. Zelo seznam je bil, tako je. Tako je bil en tak zgoščen seznam. Meni se je pa zdelo potrebno, če bo kdo od takih, ki ne bere, vzel v roke, da bo vendar videl, pa si lahko tole uspavanko zapojem. Se to pa znam, se tega se pa spomnim. Lahko to zgodbico povem. Jaz sem prav s sabo nekaj knjig prinesla, ki so v seznamu, oziroma sem jih tudi v besedilo vpletla. Torej, originalno besedilo je seveda imelo italijanske naslove. In absolutno ne bi bilo dovolj za družine, predvsem za tiste družine, kjer ne berejo veliko. Pomembno je imeti slovenske naslove. Še vedno je ostalo nekaj italijanskih, ni se dalo, tudi pri tistih fotografskih sva se lovile, pa pri priročnikih in tako. Ampak recimo, če imamo mi od Mire Voglar knjigo Biba Buba Baja, ki je odličen primer tega, kako otroka, ko ga previjamo, ko ga uspavamo, kako se ga dotikati in kako hkrati tudi te verze vples, da posluša naš glas ob njegi, recimo. Recimo klin, klin, klan, potrkamo na kolena, so tukaj usta, vse pohrusta, ne, tukaj so kolena, usta pa so više, v zgornjem delu hiše, kje. In že zelo majhen otrok potem je sposoben ob takih verzih to pokazati. Ali pa Biba Buba Baja, po hrbtu se sprehaja in živi nagaja in tako naprej. To se pravi, samo s prstki in z glasom dosežemo. Torej, branje je mnogo širši pomen ima, kot si ga nekdo misli, ko reče, aha, vzel bom knjigo v roke in otroku bral. Tako, to smo tudi, se mi zdi, zelo poskušali s tem pokazati. Zato je tudi mene zelo šokiralo, ko sem videla te ilustracije na kraju knjige. Ali smo res tako odtujeni, da moram staršem narisati, kako vzeti otroka in knjigo v naročje. Glede, njega dni so matere, ko so se otroci rodili, med previjanjem spontano neke bibanke se igrale z njimi. Sicer ljudsko slovstvo ne bi imelo toliko tega drobnega,
bibank, poigrank in tega, ne, izštevank. In so jim pele uspavanke. In se je pripovedovalo zgodbe. Ne. In to, da moramo zdaj sodobne starše učiti, kako otroka vzeti v roke in knjigo in ne pustiti otroka in mu dati še mobi zraven, da se zamoti. To se mi zdi res velika odtujenost. Pozna se namreč na razvoju jezika. Če se pogovarjam z otrokom, če mu poimenujem stvari in če mu berem, ker literatura, knjiga prinaša mnogo bogatejši jezik, bogatejše besedišče, kot pa tistih 200 besed, ki jih jaz uporabljam vsak dan. Ne? Tudi na govoru, na jeziku, na bogatstvu jezika se zdaj pozna otrokom in odraslim, da ne berajo toliko, kot bi lahko, glede na produkcijo. Ne? In tako kot je Barbara upozorila, branje majhnim otrokom, knjige, slikanice, ni zgolj branje, je veliko pogovorov. In recimo staršem zelo to polagamo na srce. Ne mislijo, če otrok ne posluša, ko mu jaz berem, da ga ne zanima. On recimo vključuje svoje izkušnje, svoje znanja. Beremo Levu v živalskem vrtu in on reče, nedelja ali nekaj takega. To ne pomeni, da mu je dolg čas, ko mu berem, ampak najbolj se je spomnil, da smo bili zadnjič v živalskem vrtu. Ali pa recimo, ko delam v vrtcu, ena skupina posluša naprej, še 3., 4. pravljico, medtem ko se drugi udelijo v kotičkih. Ampak medtem ko pripovedujem, se tam iz kotička, iz enega drugega konca vrtca, igralnice, oglasi otrok. Staršem je treba povedati, da otroci ne poslušajo tako mirno od začetka do kraja. No, eni tudi, če so zelo mirni, ampak večina jih ne. To se pravi, branje majhnemu otroku je branje, je opazovanje ilustracije, je pogovor, je tudi crkljanje, je ljubkovanje. In za branje si preprosto treba vzeti čas. Jaz vedno ponavljam, da je branje nekomu, ki še ne bere sam. Zdaj danes govorimo o otroci, ampak so tudi starejši ljudje, ki jim je treba že brati, ker sami ne morejo več. To je dejanje in dajanje ljubezni. In ob branju se res poglabljajo čustvene vezi in vsem nam se poznam, ki so nam brali, ko smo bili majhni. Ja, drži. Morda na tem mestu omenim, da sem bila z avtorico med urejanjem, pa tudi že med prevajanjem na vezi in sem jo kar samo vprašala, zakaj pravzaprav ta pristop fotografije oziroma ilustracije, zakaj ta razlaga, kako pravzaprav pristopiti. In je pravzaprav sama omenila iz svoje lastne prakse, da tudi če so stereotipno Italijani morda še bolj ljudje dotika kot mi, da je čutiti eno veliko odtujenost in da se to vidi tudi pri odnosu starši-otroci. In da so celo na teh delavnicah, ki jih ima, starši zelo presenečeni ob tem, ko povejo, kako je to pravzaprav pomembno, da so ljudje presenečeni, da otrok že, ko je pod maternim srcem ali pa ko je majhen, pravzaprav razume, sploh ne vidijo te vrednosti, zakaj bi nekomu tako malemu bral, vse ne razume, to, kar ste zdaj dobro uvrgli s tem, kar ste povedali. In otrok povezuje govor, besede mamine, mamin pogovor povezuje s njenim ljubečim dotikom. Prvi korak v svet govora in branja, potem posredno je to, beseda in ljubeč dotik. In to, iz tega zrastamo ljudje, to nas humanizira, jezik in dotik. Ja, to se pravi, tudi sama gre, tukaj, ko razlaga pač prav v to smer in poudarja, to, da je telesnosti pravzaprav v tem svetu vse manj, kako je to pomembno, da otrok to čuti. Zdaj pa, če bi recimo en starš, ki res še ne bere, vzel priročnik v roke, ali pa tudi, če bi se samo znašel v knjižnici ali v knjigarni, kot vemo, je na knjižnem trgu res ena velika poplava knjig. Kako
kaj bi vi svetovali, kako se lotiti iskanja kvalitetne, kakovostne slikanice, na kaj je treba biti pozoren. Namreč tudi o tem teče beseda, ampak se mi zdi bolje, da to povemo tako na glas. Kakšni predlogi? Kakovostna slikanica ima kakovostno besedilo, kakovostno ilustracijo, kakovostno oblikovanje. Mi imamo v Sloveniji pionirsko referenčni center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, ki pregleda vsako leto vso produkcijo otroških in mladinskih knjig, to je okrog 1000 naslovov, jih ovrednoti, oceni tako kot v šoli od 1 do 5 in predstavi v priročniku. Priročnik za kakovostno branje, ki izide sicer pol leta ali 3/4 leta kasneje kot knjige, ampak nič hudega, saj ko pridem v knjigarno, tu niso samo knjige novosti, ampak so tudi lanske in predlanske izdaje. Poleg tega ima pionirska tudi knjigometer, kjer pa sproti nekako uvrsti tiste knjige, ki so kakovostne, brez temeljitega strokovnega pregleda, ampak iz občutka, da je knjiga dobra. Tako da starši bi, oziroma kupci, ali kako ne rečem, bralci svojim otrokom imajo orodja, na katera se lahko oprejo in izberejo kakovostne knjige. Je pa enako pomembno kot kakovostna knjiga tudi odnos tistega, ki jo bere. In to, da jaz želim prebrati knjigo o otroku, da stojim za to knjigo, za to vsebino. Imam rada otroka in to vsebino in mu to posredujem, to je zelo močno. To je enako pomembno kot kakovost knjige. Tudi včasih svetujemo staršem, naj berejo svojim otrokom knjige, ki se jih spominjajo iz svojega otroštva, ki so jih bili oni radi. Veste, ker to vrtenje, ta spomin, to ponovno ugodje, ko starš iz svojega otroštva bere knjigo svojemu otroku, recimo, to je neponovljivo. Tudi veliko pomeni. Ja. Gospa Hanuš, preko ste omenila, da seznam, ki so ga skupnimi močmi, pa zahvaljujoč predvsem vam sestavili, kaj ste imeli takrat predvsem v mislih? Kako ste se odločali? Predlagali ste že omenjeno razdelitev, pa potem ste mi omenili, da je zelo pomembno vključiti tudi kakšne poučne slikanice, to je manjkalo namreč v italijanskem originalu. Kako torej, ko izbiramo, recimo, kaj dati na otroško knjižno omaro, po kakem ključu izbiramo? Tako, to se zelo navezuje na to, kar je Tilka že povedala tudi o kakovostni, torej zagotovo je prva stvar, ki je kakovost. Ne bomo priporočali nečesa, kar ni dobro, kajti knjig imamo neizmerno veliko in ni razloga, da bi posegali po slabih. To so vendar neke podobe, ki se otroku vtisnejo v spomin in branje knjig ne bi bilo za otroka kot sprehod po galeriji. In imamo tako kakovostne ilustratorje, da to res lahko je. Potem moramo povedati, da otroke zelo različne otroke pritegnemo z različnimi gradivi. Meni bi se zdelo zelo pomembno, da bi vrtci več novosti kupovali, bolj raznoliko in res kakovostna dela, kajti marsikaj, kar otrok v vrtcu vidi, ko pride v knjižnico, že po naslovnici prepozna in reče, tole smo gledali in si potem to sposodi. Torej, nekatere otroke bomo pritegnili z pesmicami, si jih tudi radi učijo, so ponosni, da so si jih zapomnili. Tilka je že omenila ljudske pesmi in recimo kot primer kakovostne ljudske si želim prav izpostaviti tole Sonček čez hribček gre, ljudske pesmi z ilustracijami Maje Kastelic. Maja Kastelic vemo, da je vrhunska umetnica, dela tudi za tuji trg zelo, zelo veliko. In tukaj, kako oblikovati to knjigo, kako se lotiti teh ljudskih pesmih, samih znanih, recimo zdaj lepo je pomlad na svet, je pa ideja prišla iz uredništva Cicidoja, ko so želeli, da je vsaka kitica posebej ilustrirana. Torej, da bo vsaki kitici lahko nekaj pripovedujemo, opazujemo
In to je tisto branje, o katerem je Tilka govorila, da je pogovor. Omenjen je tudi v knjigi in v strokovnih krogih se pojavlja izraz dialoško branje. Torej, mi se z otrokom pogovarjamo, mi ne hitimo od ene vrstice do druge, ampak vidimo, kje se želi zaustaviti. Torej, en tak primer ljudskega, dobro ilustriranega, bogato ilustriranega s številnimi podrobnostmi. Otroci so dobri opazovalci, zelo radi imajo tudi knjige, kjer se kaj išče, da so kakšne take iskanke, uvrstili sva tudi v seznam Škrat zguba in kameleon, recimo, izvirno slovensko delo Jelke Godec-Šmid, že več knjig je išlo. To jim je zelo, zelo všeč in ob eni taki ilustraciji bogati se razvije pogovor. In seveda ne bomo samo, manjkalo je, tako kot ste rekli, sem rekla, kaj pa poučna dela, vemo, da ne bomo vseh otrok pritegnili s pravljicami, zgodbami, pesmicami, ugankami, ampak da moramo tudi pogledati, kaj pa poučno, to se pravi, marsikateri otrok bo najprej o dinozaurih vse preštudiral po knjigah in vedel izraze, ki jih mi niti slučajno ne vemo, ali pa o vitezih, tam imamo enega ljubitelja vitezov, super, tako, to se pravi, ali pa o živalih, veliko je tem, stroji, imamo obdobje v razvoju, ko so samo stroji zanimivi, bagri, rovokopači, žerjavi, jaz znam vse izraze, tako. In od tam pa poskušamo potem tudi še naprej. A imamo kakšno zgodbico o dinozaurih? Dajmo pogledati, zdaj imamo pri založbi eno imenitno, kjer celo premikamo, da Maša Požmitek je delala perfektna stvar, je rekla, da 1 leto dela tako slikanico. Tako, to se pravi, imamo gradivo in poskušale sva upoštevati kakovost in raznolikost. Čim bolj različne zvrsti, ne samo zvrsti, tudi teme. Ja, ob tem nič mentno, da ne bi dosegalo otroka. Tako. In tako otroci niso problem. Ne, otroci tako. niso problem, otroke pridobiš. Ja. Mi starši moramo vedeti, da smo vstop otroku v svet književnosti. Mi smo tisti, imamo krasne otroke, ki so sposobni ob knjigicah sedeti in gledati ilustracije in opazovati, ampak če ne dobijo potem tudi odraslega, ki jim pa nekaj prebere, ki se z njimi še nekaj pogovori, bo nekje to obstalo. In ne brati otroku, tukaj je res knjiga samo za nekako do vstopa v šolo, ampak zelo pomembno je kjerkoli poudarjati, da prav otroci, ki so že v šoli, ki se recimo ali učijo brati, ali so se celo že naučili brati, da zelo radi še poslušajo. In tako, kot je Tilka omenila, to je tisto darilo. To je tisti čas, ki jim ga namenimo, pa je otrok recimo 4. razred, ampak jaz ti bom zvečer še 20 minut brala. To je zate darilo za lahko noč. Tako. No, zanimivost, mogoče velja omeniti na tem mestu, pa tudi to, kar avtorica poudarja, in sicer, da branje otroku spodbuja tudi samozavest starša za to vlogo. Torej, da ko naveže nekako ta stik, ko se ta vez med njima krepi, tudi postaje bolj samozavesten starš. Kaj pa menite o tem? Ja, sigurno. No, starši se včasih izgovarjajo, pa saj ne znam dobro brati, pa niti ne znam tako da lepo prebrati, ali kaj svem kaj. Staršem je treba povedati, da starš je nenadomestljiv za svojega otroka. Tudi če slabo bere, tako, ampak mu bere, mu podarja svoj čas, svojo pozornost in to je ključno. Seveda pa, če starš več bere, se tudi nekaj nauči oziroma strenira, lažje bere potem. In ko vidi otrokov odziv, je vesel, je zadovoljen, to je najbrž tisto. Poleg tega je branje, pa vsi nekako znamo brati, to se pravi, odprem knjigo, poskusim, prvič gre teži, po tretjič to že kar gre, to se pravi, krepi to mojo, pa brezplačno je. Grem v knjižnico, si sposodim knjigo in jo berem.
In veliko naredim, vem iz priročnikov oziroma s predavanj, da veliko naredim za svojega otroka. Ne bo morda takoj vidno, ampak skozi razvoj, pa takrat, ko bo v šoli, pa bo dober učenec in tako naprej. In to naložbo se potem potrudim. Tako se mi zdi, da starš res lepo zadovoljen. Ja. Zdi se mi, pa to rečem tako kot mama, da je res vsako branje ena taka mala zmaga, ko vidiš, da ko mu bereš in ko mu je res všeč, ko ga nekako potegne, ko začne spraševati in si rečeš, evo, ta občutek, ne? Mislim, da je zelo pomembno, da tudi spoznavamo svojega otroka ob takem dialoškem branju. Jaz recimo to na pogovorih z vzgojiteljicami, učiteljicami v šoli, na kakšnih predavanjih, vedno poudarjam, dajte brati, dajte si vzeti čas za besedilo, ne hiteti k naslednjemu besedilu. Ker če se boste vi o teh besedilih pogovarjali, boste svoje učence bolj spoznali in vam bo lažje delati. Če ti veš, koga imaš, ti je lažje delati. Meni se zdi, da prav v tej knjigi tudi piše to, da bi kako pravzaprav preprosto, da bi si samo starši vzeli čas pa bili s svojimi otroki, se z njimi pogovarjali in jim brali. Ne da tisto malo časa, kar ga imajo po vrtcu oziroma službi, zapravijo s tem, da se vozijo z otroki v neke krožke, neke popoldanske dejavnosti, kjer spet otroka da vzgojo drugih. Tako je, in ni tega odnosa, ne, starši otrok. Mislim, da tudi da avtorica hoče poudariti, kako je ta bližina pomembna. Ne to profesionalno ukvarjanje z otrokom. In da se res izkoristi vsak trenutek, ker imamo le tako malo časa na voljo, ampak da ko je, da se ga izkoristi in se ga nameni knjigi, ne. Dobro je tudi, da avtorica poudari, koliko je tukaj koristi za starše. Ker večino priročnikov, večino predavanj, ki jih poslušamo, je berite otroku, bodo imeli boljši učni uspeh, se bodo lažje znašli v družbi in podobno. Tukaj je pa poudarek na tem, vam bo lažje boste zgradili odnos z otrokom. To se mi zdi, da je ena razlika mogoče tega, kar običajno beremo, s tem, kar beremo v tej knjigi. To je to zelo dragoceno sporočilo, pa pravzaprav sam naslov, ne? Ja. Da gradi zaupanje, s tem pove vse. No, v zadnjem času... Pa že sama fotografija. Ja, ta naslovnica, da mama nosi v nosilki otroka, tako da ga gleda in ima knjigo, da jo bere. No, potem se najbolj že tudi obrneta in ima ta knjigo in v naročju in tako. Ker zdaj se veliko vidi staršev, ki pele v vozičku otroka na mobi zraven. Ne gleda ne otroka, ne pod sebe, pod noge, ampak to se zelo pogosto. Vse več je takih, tako je, ja. Nažalost. No, v zadnjem času je pri naši založbi šlo nekaj slikanic, pri katerih smo imeli v mislih tudi nekatere, mogoče malo bolj krhke tematike, če smem tako reči. Bom začela s tole tu pred mano. Naslov je Velika punca, napisala in ilustrirala francoska pisateljica Sibylle Delacroix. Pa ob njej mogoče damo zdaj še Berto, avtorja Jerneja Kuntnerja in ilustratorke Polonije Lovšin, tudi čudovita zgodba o Plahi srnici. Torej, če izpostavim ti dve, tukaj gre za eno malo bolj, če smem reči, krhko tematiko, torej odrinjenost na rob družbe, odrinjenost od prijateljev pri Berti, tukaj pa za pravzaprav neko, to se pravi, protagonistka, ta deklica je visoka in to doživlja kot nekaj slabega, ne sprejme, vrstniki je ne sprejmejo zaradi tega. Kako je lahko knjiga oziroma slikanica, po vajnem mnenju, tukaj nek medij za pogovor o takih tematikah? Ja, sigurno, zelo močen medij in sicer, če tukaj pogledamo to deklico, najbolj vidite, so zelo dobre ilustracije tudi, ona je izstopajoča in ni ji prijetno, ker izstopa. Ona si želi, kar na koncu sliši, da je mala deklica. Torej, vsaka ta posebnost ima nekaj, kar
tistega, ki jo ima, zmoti, ima pa tudi nekaj dobrega. In tukaj se potem pokaže, ko reši to se pravi, tukaj se gotovo moti, tukaj, ko reši lahko mačko, pa zagotovo je zelo primerna ta njena višina. In tukaj ne gre, po mojem mnenju, v pogovoru samo za eno posebnost, za velikost, ampak se vsak otrok lahko z eno svojo posebnostjo najde in pomisli, ja, se tole res ni najbolj prijetno, ampak in poišče tudi nekaj lahko pozitivnega. To se pravi, zelo pomembno je, da gre za knjigo z zelo malo besedila. O ilustracijah bi tudi marsikaj lahko spregovorili, ker čustva so bogato izražena. Medtem ko omenjate Berto, ki je pa delo slovenskega avtorja Jerneja Kuntnerja in Polone Lovšin, tukaj pa vidimo, da je besedila mnogo več, ja, je zgodba. To besedilo pravzaprav funkcionira samo, brez ilustracije lahko beremo, hkrati pa Polona Lovšin je vrhunska ilustratorka in je to lahko tisto, kar pravimo sprehod po galeriji. Ja. Ta njen gost od jeseni, poletja že, ko so robitnice, jeseni potem zime, ko zamete in spet naslednje pomladi. To so tako čudovite ilustracije, da lahko mirno tudi, tako kot si rekla, besedilo funkcionira samo kot zgodba, ilustracije lahko funkcionirajo spet same za pripovedovanje v ilustracijah. Tukaj gre pa za osamljenost, ampak tudi zato, da ko je ta Berta plaha opazovala naravo, se je toliko naučila iz narave, da je lahko pomagala tudi temu svojemu prijatelju, sama sebi, se potem vrnila s tem. Neka zgodba dozorevanja v bistvu, ne? Prav eno tako, to se pravi spet ena misel, aha, ta otrok je tih, ampak to ne pomeni, da nič ne ve, ne pomeni, da ne razmišlja, ne pomeni, da ga ni dobro imeti za prijatelja. Tako ena taka širša podoba. Če bi imeli otroka, ki bi se počutil tako odrinjenega, kako bi se lotili tega branja? S kakim uvodom, kar direktno? Ne, bi kar direktno prebrala in počakala na odzive otrok. In tukaj je treba spet zelo poudariti to, kar danes poudarjamo. To se pravi, mi imamo lahko v skupini, recimo, ali pa doma, nekega otroka in pridemo v knjižnico in rečemo, moj otrok si stalno nekaj izmišljuje, dajte mi eno tako knjigo. Prvo mora biti kakovost. Torej, lahko je problem opisan, ampak najprej je kakovost besedila, kakovost ilustracij. Potem gremo pa naprej in mislim, da je bolje iti brez povoda, ampak res počakati potem na odzive ali otroka, če ga imamo doma, ali otrok v skupini, kako se potem, otroci so zelo senzibilni in danes nismo še omenili besede empatija, torej ob branju se zagotovo razvija tudi empatija. Ko mi skupino povprašamo, kako se je pa počutila tale Berta, marsikaj bodo vedeli povedati, marsikaj bodo ob tem spoznali. Na podoben način potem funkcionirajo tudi mladinski romani, problemski. Ko mladi in odrasli berejo iste knjige in se pogovarjajo o problemih književnih junakov. Toda skozi razumevanje in čustvovanje s temi junaki pravzaprav zvemo marsikaj sami povejo. Ja. Teže se je, sploh v najstniškem, pubertetniškem obdobju, se je teže pogovarjati z otrokom direktno o njegovih težavah. Če pa to neka književna junakinja oziroma junak debatirala o njenih problemih, v resnici pa si poveva tisto, kar morava, kar si želiva. In tle je ta bližina zelo pomembna. Ne? Če sem jo zgradila v predšolskem, predbranjem obdobju, pridejo
obdobja, ko otrok ne bo na prvo žogo zaupal, ne? In je knjiga lahko pogovor o knjigi v pomoč. In je prav že res ključ do pogovora. Prej sem vam že omenjala medgeneracijski projekt, tam berejo mladostniki in odrasli iste knjige za mlade, mladostniške knjige in se pogovarjajo o njih. In zelo pogost odgovor otrok je, kako si želijo, da bi njihovi starši več brali mladinske knjige, da bi se lahko pogovarjali s svojimi starši. Neverjetno, ja. Hvala, da ste to povedali. Ja. Po drugi strani pa oboji, tako otroci kot odrasli, hvalijo oziroma koliko pridobijo iz teh pogovorov. Kajti glede na različno starost imamo različne izkušnje, bralne in življenjske, in si razkrivamo besedilo. Marsikaj, kar se meni zdi v mladinski literaturi že, to je pa res nič posebnega, skozi otrokovo interpretacijo pravzaprav doživim ne zgolj literaturo, pa tudi otroka. To pa je zanj problem. In to se mi zdi zelo, zelo pomembno. Tlele knjiga dolgo še lahko poglablja medosebne odnose. No, slejko prej pa pride do staršev tudi kako tako vprašanje, kot kaj je ljubezen. In to smo imeli v mislih, ko smo se odločili za prevod slikanice, kaj je to ljubezen, mili moji. To je postila še tukaj za mnenje. Pa luška, igriva knjiga. Kako se vam zdi, da se avtorica loti tematike? Slikanic, kjer pa samo besedilo preveč izčiščeno, se je luštno, ampak ilustracija pove mnogo več, kot pa samo besedilo. Deklica se sprašuje, kaj je ljubezen, sliši namreč različne informacije in ona to dobesedno razume, da je ljubezen v zraku, Kako je to možno? Na tak način. Potem, a tudi tisto, ker očka pa mamica se tiščita skupaj, a tudi tisto, ker babici spravi solze v oči ob gledanju nekaj filma. Skratka, ona opazuje in se sprašuje, kaj je ljubezen. In potem ugotovi, da je pravzaprav ljubezen najbrž vse. Tako objem, kot poljub, kot pozornost, kot pomoč in tako naprej. No in tlele so res ilustracije pomembne, ker jih opazujem in v njih vidim mnogo več, kot pa besedilo pove. To je res slikanica par excellence, kjer je oba sporočilna koda zelo močna. Pa mogoče omeniva še to postavitev besedila. Torej, različno velike črke, tiskane, velike tiskane, male tiskane na različnih mestih. Torej, taka zelo dinamična slikanica, kar je pa ravno v tem, kar smo na začetku rekli, kako je vizualno pomembno, je tukaj tudi to oblikovanje, eno tako sveže in lahko tudi bralce s tem pritegne. No, je pa meni všeč tudi tale, bralno spodbujevalna. To sem postila za na konec. Se mi zdi. To je pa res eksplicitno poudarja, kako pomembna je knjiga. Medvedka bere knjigo za bistre medvede. To mene zmeri noti, ko pravi za bistre medvede. Knjige so zato, da bi medvedi postali bistri. No in v tej knjigi prebere o belem medvedu, da je to na Daljnem severu, en njen daljni sorodnik, ker pa ni samo bralka, ampak je tudi potepinka, s tem sva si s to medvedko zelo blizu, se ona odpravi s to knjigo na Daljni sever. Ampak na severu ne sreča najprej belega medveda, pač pa neke druge živali, ki imajo različne težave. Ne vem, losos je izgubil recimo rogovje, ampak ona v knjigi najde recept oziroma navodila, kako mu pomaga. Grbavi kit, kako se že reče, je smrkal, ima nahod. Ona spet pogleda v knjigo in reši njegovo težavo in potem seveda po belem svetu pride njen beli medved. In takoj iskrica med njim naskoči in ona mu nekako iz naklonjenosti podari knjigo in gre domov.
Ampak zdaj še zgodbe vedno ni konec. Ja. Presenečenje je šele na kraju. Tako. Recimo, če bi jaz govorila otrokom, bi tukaj nehala. Ker kaj se je zdaj zgodilo? Želela bi namreč, da bi otroci prišli in bodi si z ilustracijo, bodi si s pomočjo staršev, ki bi jim besedilo prebrali, ugotovijo, kaj presenečenje. Je pa za vas uganka, ker imate življenjske izkušnje. Kaj se je zgodilo na kraju? Ja, medved, a ti že poveš, ne? Veš, kaj se je zgodilo na kraju? Kdo je prišel? Medved je prišel z daljnega severa k medvedki. Knjiga je namreč nekako jo povezala, to je tista bližina. Tako da pravzaprav v tem besedilu, v tej slikanici imamo vse, kar knjiga lahko doseže. Je treba še prevajalca. Prevajalca je treba omeniti. Ja. Ker je Milan Dekleva in je knjiga v verzih in so dobri verzi. Ja, še to, ne, da pač je še dodatek. Ritem. Dodatek še. Povrh vsega. Če mogoče izluščimo enega od lepših verzov, če smem prebrati. Kdor ti je všeč, mu darilo rad daš. Vzemi to knjigo, lahko jo imaš. Ta se mi zdi res tako, mogoče misel za zaključek, da bi knjige ostale med nami, potovali, da bi si jih podarjali, kupovali, izmenjevali, da bi puščali v nasled in da bi krepile ta odnos med otroki in starši. In se tudi kot mama zahvaljujem vama, ker delate toliko za promocijo knjig. Mislim pa, da bi lahko podobno rekel prav vsak vzgojitelj, knjižničar. Tako da, velika hvala tudi za to. In pa za to dragoceno sodelovanje z vami, pa tudi z vami danes. Vam hvala, ker znate izbrati dobre knjige, ki jih prevedete, uredite in izdate. Hvala. Tako da v bistvu gre za eno tako bogato medsebojno sodelovanje. Hvala tudi vsem vam, dragi obiskovalci. Hvaležna sem, da ste si vzeli čas, prišli to poslušati in obiskovalke. Tudi obiskovalke. Ne ga zapostavlja. Absolutno ne. Vse lepo vabim k branju knjig, ki smo jih predstavili, zlasti pa priročnika. In vsem želim še naprej lep večer.